Bomo kar počasi začeli. Jaz vas lepo pozdravljam na današnjem webinarju na temo e-podpisovanja dokumentov v GEK-u. Jaz upam, da ste se zbrali v čim večjem številu in da bomo danes odgovorili na kar nekaj vaših vprašanj. Ideja webinarja je, da v bistvu predstavimo novo funkcionalnost v GEK-u, ki vam bo pomagala privarčevati čas, denar in s katero boste v bistvu lahko svoje dokumente podpisovali kadarkoli in kjerkoli. Webinar bo trajal približno 1 uro, tudi snemamo, tako da boste malo vedeli, kaj točno pričakovati danes. Danes, poleg mene, Korana Leljak, Customer Success Manager za Agilcon, jaz bom vaša moderatorka. Poleg mene so pa tukaj tudi ostali strokovnjaki, dobrodošli. Vesna Stankovič je Data Protection Officer v Agilconu, potem Daniel Bogojev, ki je GEK Solution Architect v Agilconu in poseben gost Marko Kebe, Sales Consultant v podjetju Setse. Kako bo izgledal današnji urnik oziroma današnja vsebina, agenda? Nekako smo pripravili za vas 3 dele. Prvi del bo Vesna Stankovič pripravila pravni vidik digitalnega podpisovanja. Potem imamo drugi del, kjer vam bo Marko Kebe iz Setseja razložil vse skrivnosti elektronskega podpisovanja dokumentov. In tretji del, kjer gremo zares, gremo na ta praktični del, imeli bomo tudi en demo, kjer bosta Daniel in Marko skupaj pokazala, kako pa res v praksi izgleda to podpisovanje, torej v GEK HRM aplikaciji, kako izgleda podpisovanje dokumentov. In potem na koncu seveda vaša vprašanja, sicer jaz vas že zdaj vabim, če se bo kakšna vprašanja porodila, da jih zastavite v Q&A sekcijo znotraj Zooma. Poskusili jih bomo nasloviti sproti oziroma kolikor nam bo čas dopuščal potem na koncu. Prav tako bomo verjetno vas pozvali k sodelovanju kakšnim kratkim anketam, ki se bojo pojavile znotraj Zooma, tako da vas vabim, da tudi sodelujete in z nami delite vaše mnenje. Tako da jaz bi v bistvu kar predala besedo Vesni. Vesna, izvoli. Hvala, Korana. Lep pozdrav vsem. Zdaj ne vem, zdaj v tem koronskem času smo vsi na teh elektronskih oziroma na teh webinarjih. Meni se resnično grozno počutim, jaz sploh niti ne vem in vas ne vidim, tako da resnici zdaj sama sebe gledam in sama sebe govorim, kar mogoče kakšni psihiatri bi rekla, da tudi ni slabo, če si lepe besede govoriš. Tako da za začetek, zdaj meni je moj šef povedal, da glede na to, da jaz začenjam današnji webinar na temo digitalnega podpisa, da seveda, da vas udeležencev ne zamorim z preveč pravnega navajanja, tako jaz sem to opozorilo, zahtevo, prošnjo njegovo vzela resno. Tako da bi v bistvu začela jaz moj del, preden gremo seveda te suhe definicije in pa tudi pregled sodne prakse, sem vas hotela vprašati, ampak glede na to, da ne morem z vami komunicirati, bom sama sebi odgovorila na vprašanje. Torej, če veste, od kod izvira zgodovinsko gledano prvi podpis in kaj je bila njegova funkcija, če ste kdaj o tem razmišljali. Zdaj, prvi podpis se je pojavil pri enem od sumerskih računovodij, 3500 let pred našim štetjem, ko je on dal ta svoj odtis svojega žiga v mokro glino. In so bile potem takrat tiste poznane take neke glinene tablice, ki so jih seveda računovodje uporabljali, da so šteli kapital. In največji kapital v tistem času, glede na to, da so Sumerci bili prva velika civilizacija, ko se je že začelo to živinorejstvo in poljedelstvo, so torej šteli te glave govedi in v bistvu koliko vrčev pšenice in pire in teh različnih starih žitaric. Podpis, kot ga poznamo danes, se je v bistvu razvil šele v 17. stoletju. Od tistega 3500 let pred našim štetjem pa do 17. stoletja se je seveda ta podpis razvijal se je njegov pomen, namen. Podpis, če tako zgodovinsko gledamo, je eden od dejanj izkazovanja moči. Še vedno je, ker če si se podpisal, si bil pismen, si imel neko moč, in to v bistvu so še te zametki še vedno danes vidni, zavisi seveda na katerem področju je to, ampak še vedno je ta ceremonija glede podpisovanja en velik šov. Jaz se spomnim, pred mnogimi leti sem
v eni od teh svojih bivših karier, smo kupili podjetje v Afganistanu, v Uzbekistanu, no, tam nekje. No, in smo se potem tam vsi zbrali v tem glavnem mestu in to, kar je potem ta prodajalec, ki je prodajal, družbenik, ki je prodajal podjetje, je to v bistvu trajalo tako kot snemanje za nek filmski set, 2 uri, ne, da je on potem s tistim modrim Mont Blanc, nalivnim peresom, ne, to zadevo podpisal, potem v ozadju kakšne slike je imel, ker je bilo seveda slikanje, potem kakšne rože so bile in potem seveda odpiranje šampanjca in jedenje hrane, ne. Ampak to je zgodovina podpisa. Na ta način, ne, so ljudje ovekovečili, potrdili zapis nekih pravnih dogovorov. Tako da ta cirkus še vedno je. Poleg seveda tega, ne, ki pa je seveda najpomembnejši, zagotavljanje verodostojnosti podpisa. Zdaj, če iz te zgodovinske perspektive gledamo, elektronski podpis seveda krade ta čar teh šovov in teh cirkusov, podpisovalnih cirkusov, ker je zelo v tem smislu tehnološko in tehnično in pravno zelo suh, poklikaš neke stvari in to je to. Podpis je sklenjen, niti treba biti zraven nasprotne strani. Zdaj v sodobnem svetu, v katerem pa zdaj živimo, pa na določenih področjih, sploh na področju kadrovskih evidenc, kadrovskih dokumentov, je ogromno tega različnega podpisovanja različnih pogodb, različnih enostranskih pravnih dokumentov. Tako da verjamem in tudi kot razumem, je večina iz kadrovskih oddelkov, da je podpisovanje kadrovskih dokumentov veliko breme, ne. In elektronski podpis v tej seveda funkciji zelo dobro lahko služi, ker v resnici to breme odvzame, ne. Seveda, če pa so seveda vedno izjeme, kjer pa ni potrebno recimo uporabiti elektronskega podpisa, ampak se lahko kakšna posebna pogodba še vedno za samo tisto ceremonijo podpiše. Torej, prvo, kar bi jaz zdaj, to malo zgodovinskega uvoda, ampak kar bi rada poudarila, je, da ko govorimo o podpisu, ne, beseda podpis, da nekaj podpišeš, ni sopomenka za lastnoročni podpis, ne. Lastnoročni podpis je tisti podpis, ki ga oseba z roko, podpiše in kot tak, ki je lahko seveda z črkami, lahko pa je, seveda, če oseba ne zna pisati, bi bil lahko tudi v obliki nekih drugih znakov, ne. Če ne bo podpis na dokumentu lastnoročen oziroma če mora biti lastnoročen, mora zakon kot tak to izrecno določiti. To je zelo pomembno zdaj razumeti, ker je kakorkoli se, pa recimo, če govorimo o Sloveniji, poteka postopek digitalizacije in informatizacije različnih poslovnih procesov znotraj podjetij, ampak je pri teh elektronskih podpisih še vedno ta dvom, a pa potem ni veljaven, pa sej pa more biti, ker če je pisna oblika, pa potem more biti v bistvu lastnoročni podpis, je to zelo pomembno torej razumeti, da podpis ni sopomenka za lastnoročni podpis in če nekaj mora biti podpisano, torej ni nujno, da je lastnoročno podpisano, in če ne bo lastnoročno podpisano, mora zakon to tako izrecno opredeliti. Zelo veliko zakonov, pa že na začetku povem, pa ni v Sloveniji, ki bi resnično zahteval lastnoročni podpis. Lastnoročni podpis, na primer, je ena od zahtev, recimo oporoka, ko napišete svojo oporoko lastnoročno, mora biti tudi potem lastnoročno podpisana. Potem so lastnoročni podpisi zahtevani seveda pri različnih procesnih dejanjih, ko vložite tožbo na sodišče, ko odgovarjate na sodišče, v upravnih postopkih in tako naprej. Na področju kadrovskega urejanja delovnopravnih razmer in socialnega varstva pa ni zahteve po lastnoročnem podpisu. Torej, pisna oblika torej kaže na to neko verodostojnost zapisanega, pokaže, da je prišlo do zavestne sklenitve dogovora, omogoča vsebinsko jasnost dogovora in potem tudi učinkuje kot varovalo pred prenagljeno odločitvijo. Podpis v praksi, po moji izkušnji, seveda za družbe, ki so zelo digitalizirane in ki ne želijo izgubljati časa s tem podpisovanjem, je seveda to enostavna stvar, klikanja, sicer pa je podpis, pa njegova oblika, večinoma posledica navade, običajev, trenutnega občutja, moralne in podobne okoliščine primera oziroma stanja podpisnika. So primeri, ko podpisnik želi pred vsakim podpisom prebrati pogodbo ali dobiti parafe pristojnih oddelkov v teh velikih korporacijah,
So pravila, jaz sem tudi že videla pravila, naprimer, da mora biti podpis vedno v modri barvi, bog ne daj, da je v črni barvi, ker to potem že sumi na, v bistvu leti dvom, a je to res original, da ni to potem samo neka fotokopija, a ne. In v teh bolj formaliziranih korporativnih okoljih so ti interni postopki in pravila podpisovanja, torej kako se lahko podpisuje, kdo lahko podpisuje, a ne, so zelo oblično urejeni. V Sloveniji, a ne, ko govorimo o podpisu, mogoče ta slajd pokazala, sem v bistvu hotela predstaviti, a ne, s tem podpisom, ki jih naredimo z roko, kjer uporabimo nek svinčnik, neko pero, nek kuli, rečem analogni podpisi, a ne, to so te tako navadni lastnoročni podpisi, lahko so pa potem tudi ti overjeni podpisi, a ne, sigurno ste že vsi imeli opravka z kakim notarjem, a ne, ko ste prodajali nepremičnine, ali pa predvsem v teh korporativnih zadevah, ko je bilo potrebno registrirati recimo podjetje ali pa podpise direktorjev, a ne, pa poznamo ta notarsko overjen podpis, kjer notar s to svojo uradno prezenco, ne, potrdi, da na primer Vesna Stankovič je res Vesna Stankovič, ki je podpisala ta dokument, a ne. Notar pri tem seveda vpogleda noter bodisi sodni register, vpogleda mojo osebno izkaznico, mene si dobro ogleda in na ta način potrdi in da to verodostojnost, da je to res temu tako in potem so to tako neizpodbojni v resnici posli, ne. Po drugi strani, ne, ko govorimo o elektronskih podpisih, to so torej vsi podpisi, če tako zelo zbanaliziram, ki se naredijo preko nekega digitalnega elektronskega kanala, ne. Jaz jih delim, pa tudi za namene tega webinarja, da bo samo stvar malo lažje razumljiva, ker je teh vrst, pa te zmede pri razumevanju, kaj je kaj, pa kake učinke ima kateri, je veliko. Jaz v resnici elektronske podpise delim na 3 vrste podpisov, ne. Navadni elektronski podpis, jaz pravim temu podpisu, na primer, ko se jaz pa Korana dogovoriva, da bo Korana meni prodala 3 kile stročjega fižola, jaz ji bom pa plačala v naslednjem obdobju 3 mesecev neko določeno sumo, a ne, in se midva to po e-mailu izmenjava ta dogovor, ne. In seveda moj podpis je že to, da to prihaja iz mojega maila in potem, ko mi Korana potrdi, da mi bo dala ta stročji fižol, je pa potem seveda, a ne, spet za njene strani podpis. Navadni elektronski podpis je za mene tudi recimo za vse tiste, ki ste že uporabljali mogoče DocuSign, ne, ko dobite samo nek link, da morate podpisati, vstaviti podpis na določeno mesto, ali pa Adobe Sign je v bistvu isti, a ne. To so ti čisto navadni, enostavni, kjer v resnici neke prave revizijske sledi, je bila tam res Vesna od zadaj za tem mailom, ali mogoče za tem mailom sedela, ne vem, njena hči in je potem v imenu Vesne to potrdila, tega pri teh navadnih v resnici ni, a ne. Pri naprednih elektronskih podpisih, to so pa potem že ti malo bolj varni elektronski podpisi in to je tudi v bistvu ta podpis, ki se bo ponujal znotraj storitve Geko in o katerem bo potem Marko pa Deni bosta več govorila, ampak to je pač ta napredni elektronski podpis, ki pa mora zagotavljati primarno, mora zagotavljati to revizijsko sled, torej oziroma to dokazljivost, a ne, da je Vesna res v tistem trenutku podpisala, ne, in to se pač seveda zagotavlja z različnimi tehničnimi sredstvi avtentifikacije. Potem je pa ta zadnji, najbolj varen, ali kako naj temu povemo, elektronski podpis, kvalificirani digitalni elektronski podpis, a ne, ki pa je podpis s pomočjo, kjer podpis poteka s pomočjo tega nekega neodvisnega, kako se temu reče, neodvisne storitve zaupanja, na primer, a ne, to so ti digitalni podpisi, ko imamo vsi pri SIGENCI, ki smo jih izdelali, pri NLB oziroma zdaj vsi v vrstah čakamo, a ne, na upravni enoti. Te so po zakonodaji edini enakovredni lastnoročnemu podpisu, kar pomeni, da tega dvoma oziroma izpodbijanja tega, da ta oseba, ki ni podpisala s kvalificiranim elektronskim podpisom, tega spodbijanja pač ni moč, ker je povsem izenačen z lastnoročnim podpisom. Ampak naj vas to zdaj ne zavede, pa da takoj začnete misliti, da je kvalificiran elektronski podpis edini sveti gral elektronskih podpisov.
Torej, če samo povemo še na kratko, mogoče potem, če boste šli vi to samostojno študirati, torej pravni okvir elektronskih podpisov, nekako 3 zakoni, torej zakon o elektronskem poslovanju, elektronskem podpisu, ta je že iz leta 2014, 2006, ja. Potem je iz leta 2014 in je začela leta 2016 veljati ta znana uredba o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu. Uredba kot regulatorni akt EU je torej nad nacionalno zakonodajo določene države, tako da v primeru konflikta med zakonom o elektronskem poslovanju pa uredbo vedno veljajo določila uredbe. V pripravi pa je predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki pa zdaj trenutno v Državnem zboru, mislim, da v 2. branju, ki pa bo, ta predpis bo razveljavil zakon o elektronskem poslovanju v delu elektronskega podpisa in bo v tistih delih, kjer ta uredba dopušča, podrobneje oziroma uredil zadeve, ki uredba prepušča posamezni državi članici. Zdaj, kot sem že vrsta elektronskih podpisov, v prejšnjem slajdu na nek način na hitro pojasnila, bi mogoče se ustavili pri tem, torej naprednem elektronskem podpisu, kar to EPERO je, torej gre za elektronski podpis, ki izpolnjuje pogoje iz člena 26 uredbe in ki omogoča, kot sem rekla, to revizijsko sled in verodostojnost oziroma to sigurnost, varnost, da res tista oseba, ki je uporabila napredni elektronski podpis, je tudi imetnik, je resnično tudi ona na tem drugem koncu. To pa se seveda ustvarja z različnimi tehničnimi sredstvi, jih bo potem Marko razložil, Zdaj, kar se uredbe tiče, pomembno je razumeti, da pač uredba je želela na nek način olajšati elektronsko podpisovanje znotraj Evropske unije in predvsem doseči to, da se bo nek elektronski podpis v Sloveniji štel kot elektronski podpis, recimo tudi na Madžarskem, in to je bila poanta uredbe. Primarno adresira vprašanje dostopa do javnih spletnih storitev, torej za tiste storitve, ki jih zagotavlja država. Uredba pa tudi izrecno pravi, da zahteve uredbe ne veljajo za sisteme, ki so vzpostavljene v podjetjih in tudi ne določa pravila povezanih s sklenitvijo in pa veljavnostjo pogodb ali drugih pravnih obveznostih, kar pomeni, da to je še vedno na nacionalni ravni se ureja. To pa po drugi strani tudi pomeni, da določila te uredbe po teh strogih formalnih zahtevah glede recimo kvalificiranih digitalnih potrdil niso veljavne v tem torej zasebnem sektorju, vkolikor seveda ta zasebni sektor ne zagotavlja nekih javnih storitev. Torej, po uredbi, ki je torej neposredno veljaven pravni akt v vseh državah članicah Evropske unije, je temeljno pravilo, da se elektronskemu podpisu se ne smeta odvzeti pravni učinek in pa dopustnost kot dokaz v pravnih postopkih le zato, ker je v elektronski obliki ali pa ker ne izpolnjuje zahtev za kvalificiran elektronski podpis. Kar pomeni to, da tudi če je nek dokument oziroma nek pravni posel bil podpisan z elektronskim podpisom, pa zdaj govorimo o navadnem elektronskem podpisu, z naprednim elektronskim podpisom ali pa s tem kvalificiranim elektronskim podpisom, se ne sme a priori šteti, da ta dokument oziroma pravni posel ni sklenjen, da ni bil pravilno podpisan, ampak je v tem primeru potrebno seveda interpretirati oziroma dokazati verodostojnost tega podpisa. Zdaj, za razliko od navadnega elektronskega in naprednega elektronskega podpisa, pa pri kvalificiranem elektronskem podpisu tega ni treba, zato ker ima on enakovreden pravni učinek povsem kot lastnoročni podpis. Torej je ta razlika med tem navadnim elektronskim in pa kvalificiranim elektronskim podpisom zgolj in samo v tem, koliko je pač mogoče dvomiti v podpis in kako se ta dvom lahko potem verodostojno odpravi.
Seveda pri navadnem elektronskem podpisu, če se mi dva podpiševa pogodbo samo preko e-maila, ker ni nobenih nekih tehničnih zahtev oziroma po neki sledljivosti, je seveda ta dokazljivost malce težja, zato ker nikoli ne veste, kdo je v tisti noči, ko je Vesna potrdila, posel za Korano v resnici za kuhinjsko mizo sedel in pisal in odpisal Korani. Pri naprednih elektronskih podpisih, za moj občutek in seveda tudi te dvoma v resnici ne bi ga smelo biti, zaradi tega, ker je ta tehnologija zadaj za tem naprednim podpisom oziroma pogoji, ki jih uredba postavlja, da je nek podpis, napreden podpis, so res tako zelo veliki, da je v bistvu edina razlika med tem naprednim pa kvalificiranim, če tako zelo zbanaliziram, samo v tem, da pri kvalificirana morate potem opraviti določene druge korake od strani neke tretje osebe, da dobite to kvalificirano digitalno potrdilo. Naprimer, da greste zdaj trenutno na upravno enoto v te vrste ali pa pri NLB-ju, pri Halkomu in pri teh ponudnikih, ki zdaj so. Zdaj, če gremo na delovnopravna razmerja, na področju urejanja dokumentarnega urejanja delovnopravnih razmerij med delavcem in delodajalcem, se ustvari množica dokumentov. Res, na kadrovskem področju ta množica dokumentov lahko rata zelo nepregledna, ker ne samo, da so to dvostranske pogodbe, potem seveda so potem tudi aneksi različnim pogodbam, so enostranski dokumenti delodajalca, naprimer odločba o dodelitvi dopusta, o tem o napotitvi na izredni dopust, sklep o napotitvi na delo na domu, potem so enostranski dokumenti delavca tudi prisotni. Tako da je ta nabor teh dokumentov in obvladovanje, podpisovanja teh dokumentov lahko veliko breme za družbo. Ali to na nek način se rešuje s tem, da imajo potem te gospe in gospodje v kadrovskih službah pooblastila in v imenu seveda uprave podpisujejo te dokumente, ali pa res na koncu pride potem vse prek direktorja, pred upravo in potem oni iz tistih svojih podpisnih map, to 2 uri na dan podpisujejo. Zakon o delovnih razmerjih, to bi želela poudariti, za urejanje delovnopravnih odnosov med delavcem in delodajalcem nikjer ne zahteva lastnoročnega podpisa. Celo pri recimo pogodbi o zaposlitvi, ki naj bi bila tako vsebinsko gledano najpomembnejša pogodba znotraj tega področja delovnopravnih zahtev, celo zakon o delovnih razmerjih sam pravi, sicer zahteva, da je pogodba pisna, a tudi, če ni pisna, se ima še vedno pravni učinek in učinkuje. To je potem tudi potrdilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije leta 2001 že, kjer so rekli, da pogodba o zaposlitvi je veljavno in zakonito sklenjena tudi, če ni sklenjena v pisni obliki. Da pisnost ni konstitutivni element pogodbe o zaposlitvi. S tem argumentom oziroma s tem odločitvijo Vrhovnega sodišča se v resnici odprla tudi pravna pot za veljavnost elektronskega podpisa, za podpisovanje pogodb o zaposlitvi, ker če se ne zahteva niti pisnost, pisnost ponavadi vedno vežemo na podpis oziroma podpis vežemo na pisnost. Torej, če pa zdaj niti pisne oblike, je pa potem še toliko manj se zahteva nek lastnoročni podpis oziroma neka ceremonialna oblika tega podpisa, kar iz te vrhovne odločbe sodišča, pravniki seveda zdaj jo močno citiramo in uporabljamo kot ta najpomembnejšo pravno utemeljitev, zakaj v delovnopravnih predpisih ni zahteve po lastnoročnem podpisu. Jaz sem še eno odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča zbrala, kjer je v bistvu bil pa problem v tem, tudi glede podpisa in s tem posledično veljavnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi, kjer pa je v bistvu sodišče reklo, da mora delodajalec, ki se sklicuje na prenehanje pogodbe, dokazati, da je bil sporazum veljavno sklenjen, kar pomeni, da mora dokazati tudi, da je delavec tak sporazum res podpisal in da ga je na strani delodajalca podpisala pooblaščena oseba, kar pomeni, da v bistvu dokazno breme vedno nosi tisti, ki zatrjuje obstoj določenega dejstva.
To odločbo pa v bistvu uporabljamo kot interpretacijo oziroma določilo, da seveda pri navadnem elektronskem podpisu, ko jaz spet s Goranom tisti stročji fižol kupujeva in prodajeva, da v tem primeru bo zelo težko meni dokazati, da je bila res Gorana, da je pogodba veljavnost sklenjena, je bila res na tisti strani Gorana, ne pa neka druga oseba. Tako da pri navadnih elektronskih podpisih je torej ta dokazljivost lahko v bistvu šibka, za razliko zopet od naprednega digitalnega podpisa, kjer pa se s temi ustreznimi tehnološkimi sredstvi, je ta dokazljivost zelo očitna in zelo jasno in enostavno dokazljiva. Če zaključim ta svoj današnji prispevek, delovnopravni dokumenti so nesporno to je v pravni praksi in teoriji jasno pravno veljavni, torej tudi če niso podpisani lastnoročno ali za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, da pa je tehnika izbranega elektronskega načina podpisovanja, pa naj omogoči čim lažjo dokazljivost v primerih sporov, in v teh smislih naj uporabi te mehanizme autentifikacije in verifikacije, kar seveda po definiciji uredbe zagotavlja že napredni podpis. Jaz bi s tem zaključila, se vam zahvalila za pozornost, če so pa kakšna vprašanja, pa se seveda veselim odgovoriti. Hvala, Vesna. Mislim, da si že sproti odgovorila na ogromno vprašanj. Mislim pa, da tudi naslednjič, ko bom šla po stročji fižol, se te bom sigurno spomnila. Tako da imaš v dobrem pri meni en stročji fižol. Tako da ja, evo, zdaj kar nadaljujemo s tem našim drugim delom. Živijo, Marko, evo, dobrodošel tudi ti. Tako da tebi prepuščam besedo, da nam razkriješ vse skrivnosti elektronskega podpisovanja dokumentov. Izvoli. Hvala, Gorana, hvala tudi Vesni za to super in zelo izčrpno prezentacijo. Zdaj jaz verjamem, da so naši poslušalci z elektronskim podpisom že dobre seznanjeni. Jaz ne vem, koliko skrivnosti mi je zares še preostalo. Res pa je, da imam namen predstaviti mogoče malo bolj širši kontekst oziroma implikacije, ki jih ima uvedba elektronskega podpisa v neko poslovno okolje. Mogoče, če začnem samo za začetek z eno manjšo predstavitvijo SECE, oziroma da vam bo lažje razumeti, s čim se pravzaprav mi sploh ukvarjamo. Smo podjetje, ki je pravzaprav na področju elektronskega podpisovanja na našem trgu prisotno že kar nekaj časa. Zdaj, elektronski podpis, kot je tudi Vesna omenila, spada v segment tako imenovanih storitev zaupanja, vsaj tako jih zakonodaja obravnava. In kot že samo ime pove, je zaupanje v naše storitve ključnega pomena. Z veseljem in z velikim ponosom razglašamo, da nam pravzaprav v tem trenutku zaupa že kar nekaj zelo etabliranih naročnikov, in to je potem tudi seveda pri samemu nadaljnjemu razvoju poslovanja izjemnega pomena. Zdaj, lahko vidite, da pravzaprav naši naročniki prihajajo iz najrazličnejših industrij, zavarovalništvo, finance, telekomunikacije, z velikim ponosom in optimizmom pa gledamo tudi na razvoj, se pravi, elektronskega podpisovanja v HR segmentu. Zelo veseli in zadovoljni smo, da smo v tekočem letu pravzaprav pridobili tudi že prve naročnike, ki prihajajo izključno iz tega segmenta, se pravi, ki se pravzaprav ukvarjajo zgolj z kadrovanjem, kadrovska agencija, omenjam tukaj. Tako da v bistvu se tudi tukaj znotraj HR procesov vedno bolj uveljavlja in postaja elektronski podpis tudi vedno bolj sprejemljiva oblika sklepanja nekih dokumentnih transakcij. Zdaj, omenil sem že, da pravzaprav elektronski podpisi se pojavljajo v različnih oblikah, tako rekoč vseh procesih. Navadno se pravzaprav pojavljajo na 3 poglavitne načine. Z našo storitvijo pravzaprav pokrivamo vse. Jaz sem prepričan, da ste se, če delujete na področju Republike Slovenije z našo tehnologijo, tako drugače že srečali. V Sloveniji pokrivamo 25% trga
na področju elektronskega podpisovanja, tudi na tako imenovanem šalterskem point of sales podpisovanju. Če ste se pri kakšnem telekomunikacijskem operaterju, zavarovalnici, banki podpisali na kakšno podpisno tablico, je tukaj najverjetneje v ozadju pravzaprav ključno vlogo igrala naša tehnologija, naše programske rešitve. Nismo proizvajalec strojne opreme, ampak razvijamo software zato, da so potem te podpisi, kot je tudi Vesna omenila, skladni z relevantno področno zakonodajo. Naše tehnologije se uporabljajo tudi za podpisovanje na terenu preko mobilnih naprav. Ukolikor ste kdaj imeli kakšen slučaj, ko ste se recimo podpisovali na mobilni telefon, tablični računalnik kakšnega operaterja, ki vam je prišel zamenjati modem in tako naprej. V zadnjem času pa je seveda vedno bolj na udaru oddaljeno podpisovanje. Mogoče samo en tak zelo izpoveden podatek za vse poslušalce. Na naši storitvi smo lansko leto ob izbruhu epidemije v enem mesecu zabeležili 20-kratno povečanje transakcij na oddaljenem podpisovanju. Se pravi, govorim o transakcijah, ki se podpisujejo preko storitve Eperostart. Pri čemer smo v prvem polletju letos tudi glede na lansko polletje beležili 75% rast relativno na prejšnje leto. Kar pomeni, da v bistvu ta pojav, izbruh oddaljenega podpisovanja ni bila muha enodnevnica, ampak je to trend, ki je očitno here to stay. In tudi na področju kadrovske dokumentacije je postal v bistvu to popolnoma sprejemljiv standard za sklepanje nekih dogovorov oziroma elektronskega podpisovanja. Pri čemer bi mogoče Vesno samo dopolnil, da zdaj storitev Eperostart ne omogoča samo uvedbo naprednega oddaljenega podpisovanja, ampak mi lahko, glede na željo naročnika, seveda omogočimo tudi oddaljeno podpisovanje z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil, ki se hranijo bodisi na varnem nosilcu oziroma jih uporabnik uvozi v svoj brskalnik, kot to počnemo za Sigenco, ACNLB, Poštarco, Halkom certifikati v Sloveniji. Omogočamo pa tudi pravzaprav podpisovanje z digitalnimi certifikati, ki jih uporabniki hranijo v oblaku. To so pa storitve, kot so recimo Halkom One, SIPAS, Fina oblak na Hrvaškem in tako naprej. Zdaj, zakaj se v bistvu naročniki bolj ali manj odločajo za to, da bodo za potrebe sklepanja nekih dogovorov, pogodb uporabljali napredni elektronski podpis? Bolj ali manj gre tukaj za uporabniško izkušnjo. Se pravi, uporabniška izkušnja uporabe naprednega podpisa od uporabnika ne zahteva, da ima nek certifikat izdan, da ga ima uvoženega, da ga ima nekaj registriranega v oblaku in tako naprej, ampak lahko pravzaprav preko obstoječih komunikacijskih kanalov, ki jih seveda že tako ali tako uporabljate za kandidati za zaposlitev oziroma za zaposlenimi, se pravzaprav te dogovori sklepajo. Bova potem tudi z Danielom pokazala na kakšen način, ampak pravzaprav jaz lahko nekomu preko na e-mail pošljem povezavo za dostop do podpisnega posla, on se autenticira z uporabo OTP gesla na telefon in seveda ima potem tudi dogovor podpisan na takšen način, nek pravni učinek zaradi revizijskih sledi, podpisovanje z digitalnim žigom in tako naprej. Mogoče, če se navežem še na to, kar sem na začetku povedal, zdaj izkušnje igrajo tukaj na tem segmentu v naši branži izredno vlogo. SEC je prisoten v 15 različnih državah, na leto pravzaprav preko storitve Eperostart procesiramo 20 milijonov transakcij, v naši bazi je registriranih 350,000 uporabnikov, tako da ravno s tem adoption rateom dosežemo nek tak snowball efekt in ne nazadnje tudi odobravanje se strani regulatorjev. Čeprav v bistvu imamo vso zakonsko podlago za to, da se preko naših rešitev na katerikoli način pravzaprav dokumente podpisuje na način, da imajo pravni učinek, je še vedno to full velik benefit, ko dejansko se pravzaprav postane neka taka stvar, kot je recimo v tem obdobju oddaljen podpis, nek standard, ki ga pravzaprav noben več ne usporava. Dobro,
Jasno je, da pač prihajamo iz industrije, kjer se tradicija kaj bistveno ne ceni, ceni se inoviranje, ceni se razvoj novih funkcionalnosti, dodajanje novih modulov, zato ker imamo lasten razvoj, si to lahko privoščimo in nas tudi strah. In naročniki to, moram povedati, zelo cenijo, raznih personalizacij, kostumizacij, glede na želje naročnikov. Glede zakonodaje in varnosti se ne bom preveč skakal v zelje, sicer vesni, mogoče bi pa samo omenil to, da večina transakcij se odvija preko naših oblačnih storitev, katerim pa posvečamo posebno pozornost, da zagotavljamo pač integriteto, nekompromitiranost, in to dokazujemo tudi z relevantnimi ISO certifikati na področju oblačnih storitev. Velik pomen dajemo uporabniški izkušnji, intuitivnosti same uporabe, ki je zelo pomembna ne samo za uporabnike, ki uporabljajo storitev z vidika priprave podpisnih delotokov, se pravi zaposlenih, ampak tudi za vidika podpisnikov. Mogoče tak zanimiv podatek je ta, da ena banka, eden izmed naših največjih naročnikov je naredil pravzaprav raziskavo, kjer so ugotovili, da en klik manj njihovim zaposlenim na podpisnih mestih pravzaprav prihrani na letni ravni 70,000 evrov. Mislim, toliko je pomembno, ko imaš ti eno tako veliko frekvenco podpisov, da je čim manj klikanja, da je stvar čim bolj seamless, frictionless in da je seveda, ampak moraš biti pozoren seveda, da tudi ohraniš vse potrebne funkcionalnosti, s katerimi zagotavljaš zakonsko skladnost. Tako da to je tukaj kar izziv, kot se tudi tukaj izkazuje skozi naše sodelovanje z Agilconom, je pravzaprav naš core focus tudi na povezovanju z obstoječimi ponudniki poslovnih aplikacij. Integrirani smo pravzaprav z več kot 50 informacijskimi sistemi, aplikacijami, tako da v bistvu vse te postopke posredovanja dokumentov v elektronski podpis avtomatiziramo in jih zapeljemo pravzaprav na tunelski način. Seveda pa je naše podjetje raziskovalno razvojno usmerjeno, ne samo, da smo inovativni z vidika razvijanja nekih novih funkcionalnosti, dejansko se trudimo tudi biti trendsetter, recimo na področju, tako kot sem prej omenil, podpisovanja z digitalnimi potrdili, ki se hranijo v oblaku. V Sloveniji pač omogočamo recimo podpisovanje preko storitve javne uprave SIPAS, in to so take stvari, na katere smo izredno ponosni in kjer tudi mislimo, da se bodo v praksi recimo zadeve izkazale za zelo uporabne na področju elektronskega podpisovanja. Se pravi, povezovanje z nekimi obstoječimi ponudniki sredstev elektronske identifikacije izven nas. Verjamemo v federacijo, verjamemo, da se je treba na tem področju povezovati in tehnologijo tudi razvijati v tej smeri. Mogoče samo na kratko, kakšne učinke zaznavamo pri naročnikih, kakšen feedback dobivamo, kaj pravzaprav elektronsko podpisovanje kot tako v nekem poslovnem smislu sploh doprinese. Definitivno opažamo povečano zadovoljstvo uporabnikov, ne samo, se pravi, podpisnikov, ki jim je takšen način sklepanja nekih pogodbenih dogovorov bistveno lažje, se pravi nekomu za to, da sklene recimo zavarovalno pogodbo o zaposlitvi, ni potrebno iti na neko podpisno mesto, sprejemno pisarno, ampak to lahko pravzaprav naredi od doma. Seveda pa opažamo tudi veliko zadovoljstvo se strani končnih uporabnikov, torej zaposlenih. Dokumentov ni potrebno več fasciklirati, klasificirati, jih printati, prenašati, pošiljati po pošti, pravzaprav zaradi tega, ker je postopek posredovanja dokumentov popolnoma sledljiv, imate v katerem koli koraku dokumenta, ki je bil posredovan, delno podpisan, arhiviran, pregled nad tem, kje se ta dokument zares nahaja. Ne bi preveč časa seveda zgubljal o tem, kako uvedba elektronskega podpisovanja prispeva k nižanju stroškov. In tukaj ne gre samo za nižanje materialnih stroškov, vezanih seveda na tiskovino, printanje in tako naprej, ampak operativne stroške, ki jih prihranite s tem, ko se pač nek postopek avtomatizira na način, da se pač
pogodbe, izjave, karkoli podpisujejo na oddaljen način, ne. Seveda gre tukaj tudi za bistven doprinos k optimizaciji časa in k boljši porabi časa za druge namene. Zdaj v kadrovski službi mogoče ta čas, prihranjen čas ne morete ravno nameniti neki dodatni prodaji, ne, trženju nekih dodatnih storitev. Prepričan pa sem, da se tudi v kadrovskih službah, tako kot povsod drugje, pravzaprav srečujete z izzivom pomanjkanja časa, ne, ker itak vemo, da danes je čas the most scarce resource, ne. Se pravi, najbolj redka dobrina oziroma dobrina, ki si jo vsi najbolj želimo, je pravzaprav več časa. In verjamem, da tudi v kadrovskih procesih boste tega, ki ga boste prihranili z elektronskim podpisovanjem, namenili za kaj bolj koristnega, kot recimo rokovanje za papirnato dokumentacijo. Evo. Hvala, Marko. Hvala, da si osvetlil to sodelovanje z Agilconom in tudi se mi zdi izpostavil ta en od večjih problemov, pač čas, ki je dragocen in ki ga seveda vsepovsod na vseh področjih želimo nekako privarčevati. Zdaj gremo na ta najbolj dinamičen del. Daniel Bogojev nam bo v sodelovanju z Markom seveda pokazal, kako to elektronsko podpisovanje izgleda v praksi, torej v Gecko HRM aplikaciji. Za začetek pa bo Daniel povedal, kaj se je spremenilo v Gecku. Izvoli, Dani. Evo, hvala. Screen vidiš? Vidi se, super. No, zdaj smo pa končno do tega prišli, da vam pokažemo, kako bomo vam olajšali življenje. Predtem bomo pa na hitro pogledali, kako danes deluje, kaj imamo danes v Gecku, kako ta proces deluje, potem bomo pa šli, kako se bo to v celoti avtomatizirali. Evo, Gecko danes, mislim, pred parim letem, ko se sploh nismo pogovarjali o digitalnih procesah, je bilo zmeri vprašanje, nam lahko zgenerirate pogodbe, anekse in vse ostale dokumente s tem, da povlečemo podatke not z Gecka in da nam to na predlogah avtomatično kreira. In to je stanje danes, ki pa več ni zadost, ne. Tako da danes kreiramo pogodbe, anekse, vse te dokumente, katere potrebujete za zaposlene v Gecku, ne, na predlogah. Potem se pa začne ta offline proces, ki traja, je mučen, ne. To dokument, ki smo ga kreirali v Gecku, se mora prenesti na vaš računalnik. Potem ga morate sprintati, potem ga morate dostaviti do podpisnika, da podpiše. Potem se ponavadi imate tukaj že dost, ne, in to pol podpisan pogodbo spravite v mapo zaposlenca. Če bi pa želeli, da se to vrne nazaj v Gecko, bi pa pol mogli še enkrat skenirati, pa naložiti nazaj gor v Gecko. In te zadnja dva koraka, mislim, da večinoma od vas ne dela danes. Kako se bo to spremenilo? S tem, da smo šli, s tem e-podpisom in e-perujem bomo digitalizirali celoten proces in se bo izvajal iz Gecka, ne. Spet, začne se seveda z našim dokument generatorjem, kjer boste izbrali, ali je to pogodba, aneks, nek dokument na podlagi predloge. Ko boste kreirali ta dokument, boste iz Gecka ga poslali v e-pero. E-pero bo potem samodejno sprožil e-mail vsem podpisnikom, ki bodo dobili na mail link, kjer bojo kliknili, da pridejo do dokumenta, bojo s tem s klikom podpisali. Ko bojo vsi podpisniki podpisali, bo pa avtomatično prenos nazaj v Gecku. Tako, zdaj gremo pa kar v demo, da vam to pokažemo. Evo, našega Marko KB, ki je danes na kolu, ga bi radi zaposlili v našem demotu in bomo poslali pogodbo in upam, da mu uspe podpisati pogodbo. Zdaj tukaj imamo razporeditev na neke osnovne podatke, ki jih moramo seveda imeti na pogodbi. To so ime, delovno mesto, koliko bo imel plače. In z našim dokument generatorjem, ne, izberemo predlogo, ali je to pogodba, v tem pogodba za nedoločen čas v tem primeru. Generiramo dokument,
Ne? Tukaj imamo to pogodbo, katero vidimo, da se je povlekel not Marko in naslov. Potem imamo pa ta dodatno komponento, ki zdaj pride, ne? Tukaj imamo, mogoče bojo različni dokumenti, ne? Neka pogodba, ki je več podpisnikov, ali pa nekaj varstvo osebnih podatkov, nek dodaten dokument, ki ga bo samo Marko mogel podpisati. Ne? Tukaj lahko pošljemo v podpis elektronski, s klikom lahko izberemo vse dokumente, katere bi radi poslali Marko tu v podpis. Mi bomo v tem primeru poslali samo pogodbo danes, izberemo dokument, ki smo ga skreirali, kliknemo, rečemo, da tole želimo poslati v podpis. Ime imamo nekaj pregled, ne? Tukaj je njegov naziv zaposleni, ime, priimek, e-mail pa seveda telefonsko za to autentikacijo, katero bo Marko potreboval. In pošljemo. V tem momentu bo zdaj Marko prijel, to bo šlo v e-pero, Marko bo prijel e-mail in Marko bo tudi zdaj od tega koraka nam naprej pokazal, kako to deluje z njegove strani. Uspešen podpis, Marko. Najlepša hvala, Daniel. Marko, ne, čisto vzhičen zaradi tega, ker je zdaj zaradi izbruha epidemije pravzaprav izgubil zaposlitev pri bivšemu delodajalcu. Je ves vzhičen in prerešetan z vznemirjenostjo, ko v svoj Gmail account prejme v bistvu sa strani Daniela oziroma Gilko na pogodbo o zaposlitvi. Zdaj jaz ne vem, Daniel, kakšne pogoje ste mi zares? Ti sam podpiš, super so pogoji. Skratka, jaz upam, no, dajte mi prosim samo potrditi, Korana, če vidite pač Gmail account, ki sem ga odprl. Ja, vidi se. Okay, vse pod kontrolo. No. Skratka, Daniel je, kot je tudi že sam povedal, pravzaprav na moj Gmail account, se pravi, oziroma katerikoli email pravzaprav naslov, posredoval pogodbo o zaposlitvi z pripisom, pravzaprav, da gre za že vnaprej usklajeno pogodbo o zaposlitvi. Jaz zdaj kot podpisnik pravzaprav sledim navodilom, ki so dosti jasna in intuitivna in pravzaprav kliknem na akcijo odpri dokumente. Zdaj za potrebe seveda autentikacije tudi na telefonsko številko, katero je Daniel, ne, pravzaprav prej definiral, prejmem OTP geslo, ki ga upišem v vmesnik. Na svoj telefon sem prijel OTP geslo, samo da še enkrat preverim. Zdaj, namembnost teh OTP gesel ni sama sebi namen, ne. Tukaj gre pravzaprav za to, da se vse te zadeve v ozadju beležijo kot revizijska sled in se potem tudi recimo posledično lahko uporabijo kot dokazno breme na sodišču. Ne. Zdaj, ob prvem podpisu pogodbe se jaz tudi registriram kot uporabnik storitve e-pero, ne, se pravi, kreiram tako imenovano SECE e-pero elektronsko identiteto, potrdim podatke, izberem, da bom kot sredstvo za autentikacijo tudi vnaprej uporabljal OTP geslo na SMS, potrdim te podatke, upišem se v bazo SECE ID, ne, in pridem do samega podpisa. Ne. Tukaj lahko pravzaprav se še vedno seznanim z vsebino pogodbe, ki mi jo je posredoval Daniel. Ne bom šel zdaj brati detajle, mu zaupam, pravzaprav verjamem, da je v postavki o plači vse tako, kot sva se dogovorila. Zdaj, seveda, Daniel je prej omenil, ne, da nastajajo v teh postopkih tudi drugi dokumenti, drugačen tip nekih dokumentov. Jaz bi lahko pravzaprav tukaj, vidite, seznam dokumentov na levi strani, imel tukaj zvrščene vse dokumente znotraj enega posla, ki ga recimo podpisujem, tudi kakršnokoli, ne vem, izjavo, recimo kakšno plačilno listo, karkoli bi mi pač posredovali zraven. Ne. Zdaj, ko govorimo po samem podpisu, se jaz pravzaprav zelo preprosto s klikom na akcijo podpiši oziroma na ta oranžen placeholder, ne, za sam podpis, na dokument tudi digitalno podpišem. Na koncu dokumenta oziroma na samem mestu podpisa se potem umesti tudi vizualizacija digitalnega podpisa, na kateri sta zavedena ime, priimek, datum podpisa in podatek, da je dokument digitalno podpisan. To je seveda tudi prilagodljivo, ne, lahko se tam pravzaprav zapiše, ne, karkoli, oziroma glede na zakonodajne zahteve se do določene mere da tudi prilagoditi. No. Kakorkoli.
Zdaj, ko govorimo o samem dokumentu, ki je bil digitalno podpisan, ne, ga potem jaz kot podpisnik prejmem tudi na svoj e-mail naslov. Ne, tukaj gre prav za podpisan PDF-A dokument z podpisno oznako oziroma za vizualizacijo click to sign podpisa na koncu, pri čemer pa tudi vi potem v zaledne sisteme, ne, glede na same zahteve, želje, prejmete vso podpisano dokumentacijo na način, da se lahko tudi čisto avtomatično shrani po nekem klasifikacijskem načrtu, ki ga vnaprej opredelite. Ne, to je mogoče na kratko to, kar se tiče samega podpisnega postopka. Marko je pa zdaj čisto v nizkem štartu, da lahko pri Agilconu začne nagovarjati nove stranke. Ok, ja, tole je bilo, mislim, da tista češnja na tortici, ki še vseeno vidimo v praksi, kako stvari delujejo. Hvala Marko, hvala Daniel. Zdaj bom jaz malo še prevzela prezentacijo, da tole pripeljemo do konca. In sicer nekaj naslednjih korakov. Sigurno bi omenila to, da smo vam na voljo za kakršnekoli ponudbe, oziroma konkretno Daniel Bogojev vam je na voljo za pripravo ponudbe te funkcionalnosti tudi v Geku. Jaz res upam, da se vidimo tudi na kakšnem od naslednjih webinarjev. Spet vas tudi pozivam, če slučajno se kakšno vprašanje zdaj v tem trenutku porodilo, da nas vprašate. Mogoče med tem, ko pa čakamo, pa se dotaknemo teh anket, ki smo jih vmes naslovili na vas. V bistvu so rezultati kar pričakovani. Večinoma pravite, da ste se srečali v preteklosti z e-podpisovanjem, skoraj 94% se vas je srečalo s tem. Kot največjo oviro pri uvedbi e-podpisa v vaše podjetje pa omenjate kompleksnost povezovanja aplikacij. No, jaz mislim, da smo danes pokazali, da kar se tiče Geka, te zadeve lahko res enostavno uredimo. Kar se tiče vprašanj, mislim, da trenutno nimamo nobenih, oziroma imamo celo vprašanje, da vidimo. Martina Štraus, mogoče kar, evo vprašanje, oziroma Blaž sprašuje, ali se lahko v Geku uvozi pogodbo iz folderja in se jo pošlje v podpis. Daniel, mislim, da boš tole ti prava oseba za odgovor. Ja, seveda se lahko doda neko pogodbo v Geku. Mi samo potrebujemo datoteko, ne bi tukaj tam bi komu dodali datoteko in pol to datoteko poslali v e-poro v podpis. Ok, Martina, videla sem, da ste dvignili roko, mogoče kar vprašanje zapišete v Q&A sekcijo. Drugače pa boste te materiale, torej prezentacijo in pa posnetek prejeli tudi na mail. V kratkem boste tudi prejeli eno kratko anketo glede vsebine izvedbe in organizacije samega webinarja, tako da vas tudi prosimo, da na to odgovorite. Mogoče še malenkost počakamo. Martina, če pa je kakšno vprašanje, pa lahko tudi... evo še eno vprašanje imamo. Prikazali ste demo z uporabo navadnega e-podpisa. Je vprašanje. Tako jaz to v bistvu govorim, ni noben problem. Podpis, ki smo ga prikazali v tej demo prezentaciji, bi se pravzaprav lahko umestilo v sekcijo napreden elektronski podpis. Te je v bistvu tudi malo bolj podrobno razdelala Vesna. Ja, seveda. Odgovor tudi na naslednje vprašanje je da. V bistvu podpis, ki smo ga prikazali, je smatran kot napreden elektronski podpis. Zdaj, dejstvo je, da v eIDAS uredbi neke smernice, kaj napreden elektronski podpis je, so. In mi zadostujemo vsem tem smernicam. Se pravi, za dostop do posla uporabimo neko dodatno sredstvo autentikacije z OTP kodo. Dokumenti se v ozadju, vsi dokumenti, ki ste jih videli, oziroma katerega podpis ste videli, se podpišajo v ozadju tudi za kvalificiranim digitalnim žigom storitve SETCE, s čimer potem jamčimo istovetnost teh dokumentov, da se jih, se pravi, ne da naknadno kakorkoli spreminjati. Se pravi, v bistvu to, kar smo zdaj pokazali, se smatra kot napreden elektronski podpis.
Lahko pa se seveda na željo tudi omogoči kvalificiran digitalni podpis, kjer bi bil postopek podpisovanja nekoliko drugačen, ne? V samem postopku bi tudi jaz mogel pravzaprav uporabiti komponento ProXign, s katero ste se najverjetneje že srečali, to je v bistvu naša programska rešitev, ne? Da potem dejansko vse na dokument tudi v ozadju podpišete z osebnim digitalnim certifikatom. Ne? Vas pa moram tukaj opozoriti, ne, to sem tudi med prezentacijo delno že omenil, da je pri kvalificiranih digitalnih potrdilih situacija taka, da jih zares še vedno pravzaprav uporablja zgolj manjšina ljudi. Ne. Adoption rate samih digitalnih certifikatov v Sloveniji med poslovnimi uporabniki je visok, ne. Zdaj mogoče z temi digitalnimi cepilnimi listi in tako naprej naj bi se to malo povečalo. Moram pa vas opozoriti, da zdaj recimo ko vsi govorijo o pridobivanju nekih elektronskih identitet in tako naprej v sklopu teh cepilnih listov, se običajno SMS pas identitete omogoča, ne, za kreiranje, ne, teh potrdil. SMS pas pa ni čisto enako kot kvalificirano digitalno potrdilo. Ne. Res pa je, da jih bo večina ljudi zdaj tukaj že v bistvu, mislim, ja, jih bo tudi imela. Marko, še eno vprašanje, vidim, da se ravno na to nadovezuje. Pri podpisu ni bil uporabljen KDP, ali je lahko tak podpis napredni? Ja, kvalificiran digitalni podpis je podpis, ki je izveden z osebnim digitalnim certifikatom. Ne? To je kvalificiran podpis. Se pravi, če gremo še bolj v droboje, v bistvu gre za podpis izveden z kvalificiranim osebnim certifikatom na varnem nosilcu, se pravi na teh karticah, ki jih poznamo, ali USB tokenu. Ne. Tukaj je bil v bistvu uporabljen tudi v podpisu, ki smo ga z Danielom prikazala, je bil uporabljen tudi digitalno potrdilo, ampak izdano na podjetje Setice. Ne. Se pravi, v ozadju se je dokument podpisal tudi z strežniškim certifikatom in tukaj gre za napreden podpis. Res pa je, ne, da tukaj recimo na nivoju Evropske unije, ki je pač izdala uredbo EIDAS, ne, ki jo je potrdil Evropski parlament, nikjer ne opredeljuje nobenega, bom rekel, certifikatnega telesa, ki bi zdaj nekomu, ne, se pravi ponudniku take storitve, izdal nek certifikat, to pa je zdaj napreden elektronski podpis. Ne. Glede shranjevanja podpisanih pogodb v dokumentne sisteme v ozadju, ne, boš mogoče, Daniel, zdaj ti nadaljeval, mi nimamo skratka zdaj iz tehnološkega vidika nobenih zadržkov, da se to potem preko nekih pushback web servisov poleg GEK-a reruta še kam drugam. Res pa je, da se bo najverjetneje zdaj itak v konkretnih primerih zapeljalo na način, da se bodo dokumenti tudi vračali potem v GEK-o. Tako da ne vidim potreba, zakaj bi jih potem še nekam naprej. Mislim, da so takle dve opcije. Ena je seveda, ko zadnji podpisnik podpiše, pride to nazaj v GEK-u in imate shranjene v GEK-u. Druga opcija je pa tudi, kar SECE omogoča, je pa e-arhiviranje kot nek dodatni servis, ki ga pa pol uradno e-arhivira. Pa mogoče ti rečeš, kakšno bazira na to, Marko, ko bolj poznaš to. Ja, seveda. Kot komplementarno storitev se lahko, poleg tega, da se dokumenti za operativne potrebe vračajo v GEK-o, se lahko usporedno odlagajo tudi v storitev ehramba.si, ki je namenjena pravzaprav dolgoročnemu elektronskemu arhiviranju dokumentov. Tukaj zdaj ne gre toliko za to, da bi za operativne potrebe vsakodnevno nekdo dostopal do tega arhiva, vzemal ven dokumente, seveda v digitalni obliki, ne? Ampak se elektronski arhiv uporablja bolj ali manj za to, da se dela neko časovno žigosanje, obnavljanje certifikatov, s katerimi so bili ti dokumenti podpisani, s čimer potem pravzaprav zagotavljate dolgoročno pravno veljavnost teh dokumentov, ne? Tudi več kot 50 let, ne? Ker certifikati še vedno, s katerimi so podpisani ti dokumenti, bodi si je to naš strežniški certifikat, bodi si osebno digitalno potrdilo izdano na ime fizične osebe. Certifikati imajo omejeno obdobje trajanja, navadno največ 5 let. Ne. Te elektronski arhivi pa pravzaprav te certifikate obnavljajo in podaljšujejo.
Ok, mogoče še en kratek odgovor Tomažu. Kako je v primeru podpisovanja GDPR izjav, kjer so določene opcije izbrane, določene ne? Verjetno je možno, da uporabnik pred odpisom določi, s katerimi opcijami se strinja, in dodatno v samem GEK-u predvideva, da se lahko mogoče iskanje po teh omejitvah, na primer GDPR. Daniel, tole boš verjetno ti, ne? Ne, jaz bi tukaj na Marko samo lahko razložim. Da je nek dokument, katerega bi poslal, ki ima neke opcije, da podklukov, katerim se strinja, katerim se preden se podpiše. Kako to izgleda tudi? Mi običajno takšne primere, tukaj se spet srečujemo malo z izzivom, kako istočasno zagotoviti nespremenljivost nekega dokumenta, ki ga zaposleni posreduje v podpis, s tem, kar potem dejansko uporabnik podpisuje. Tle imamo malo izziv, zato ker načeloma naj dokument, ko ga enkrat ko sprožiš elektronski podpis, naj se ne bi več spreminjal, se pravi dinamično dopolnjeval neke podatke. Običajno se potem takšen case, se pravi fakultativnega izbora nekih opcij z radio button, checkboxi, reši na način, da pravzaprav na vaši strani vzpostavite neko spletno formo, spletni obrazec, ki ga uporabnik recimo odkljuka, se pravi izbere neke opcije, v tem primeru za obdelavo osebnih podatkov. Na podlagi izbranih opcij pa se potem v ozadju kreira nek dokument, ki se mu ga posreduje v podpis. Na takšen način se običajno potem rešuje takšne primere. In v tem primeru, ko govoriš, Marko, je pa ta drugi del, Tomaž, katere bi vi pa radi iskali po GEK-u, katere je odkljuka, katere ni. Seveda iskalnik omogoča iskanje po dokumentah, ampak za nekaj bolj praktično, kakor neke privolitve tele, v tem govorite, bi pa bolj, da bi bil to, da oni že predizpolnijo na nekem templateu, kaj in kako se pol generira dokument in pošlje v podpis in pol nazaj v GEK-u. Ja, Daniel, super, ker tukaj v bistvu potem pride na plano še ena dodana vrednost. Ker če imaš ti nek spletni obrazec, kjer uporabniki, ki izpolnjujejo GDPR izjavo, že pravzaprav opredelijo neke možnosti, se pravi strinjam se z obveščanjem v zvezi z novostmi, strinjam se z obveščanjem v zvezi z trženjem dodatnih storitev in tako naprej. Ukolikor on tukaj odda neko oziroma obkroži različne možnosti, jih vi potem lahko avtomatizirano zavedete že v GEK-u oziroma pač v CRM-ju, in imate potem v bistvu avtomatično že zavedene možnosti, e-mailinge, za katere namene lahko ti nekomu pravzaprav posreduješ neko obvestilo. Ukolikor bi pa on to samo v nekem dokumentu to obkljukal na EPRO storitvi, bi potem težko to prenesli, ker mora biti vseeno sam postopek podpisovanja black box. Ok. Mislim, da smo zaenkrat odgovorili na vsa vprašanja in tudi počasi bomo zaključili z današnjim webinarjem. Jaz bi se še enkrat zahvalila vsem gostom, Danielu, Marku, Vesni, za res ogromno novih informacij. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo, za ponudbo vam je Daniel na voljo. Ja. Tako da jaz upam, da so vam bile zanimive vsebine današnje, upam, da se vidimo na naslednjem webinarju, materiale pa pač dobite preko mailov, tako kot sem že prej omenila. Želim vam eno lepo popoldne, hvala še enkrat in lep pozdrav. Čau, čau. Hvala vam. Hvala vam, čau, Dija.